Dolgo preden je postavljena diagnoza avtizem, starši vedo, da je nekaj drugače z njihovim otrokom. Sicer na videz prav nič ne odstopa od svojih vrstnikov, je pa nezmožen komuniciranja z okolico, ne zna povedati niti pokazati, kaj želi, kaj ga boli. Ostalih otrok sploh ne opazi. Me zanima, če veste, kaj je avtizem. Ne vem, prav nič. Avtizem, to je pri človeku, ko se začne v glavi nekaj dogajati, ne? To so v bistvu ljudje, ki imajo neke posebne potrebe. So pa ful nadarjeni. To so otroci, ki so malo bolj hiperaktivni nekako, no. Avtizem je vseživljenjska motnja, je del spektra avtističnih motenj. O spektru govorimo zato, ker so osebe z avtistično motnjo med sabo zelo različne, vendar vse imajo simptome iz treh področij. Težave z komunikacijo, težave na socialno integracijo in posebno togost v mišljenju in vedenju. Vendar so ti simptomi pri posameznih osebah zelo različno izraženi, različna njihova pojavnost, intenziteta, kvaliteta, tako da so osebe z avtistično motnjo med sabo zelo različne. Nekatere dosežejo popolno samostojnost v življenju, nekatere pa potrebujejo celo življenje pomoč bližnjih ali pa celo strokovno pomoč. Avtizem je, še pri otrocih se pojavlja. Ko nimate pravih gibov, ko možgani ne delujejo normalno. In to se v glavnem pojavlja po otrokih, kar jaz poznam. Za starejše ne vem, ali to pride pri starejših tudi, ampak vem, da pri otrocih je ogromno tega. Pri nekaterih otrocih zelo zgodaj že opazijo, da predvsem ne razvija se govor, ne razvija se ta komunikacija, tudi neverbalna komunikacija. Otrok ne steguje rokic, ne nasmehne se, ni tistih pravzaprav nekih razvojnih znakov, ki so pri splošni populaciji otrok prisotni. Kasneje pri govoru pa lahko ta govor je zelo nenavaden, drugačen ali pa otrok ponavlja samo določene besede, določene glasove ali fraze, ali pa enostavno nekaterih besed se nauči in jih govori, potem pa pozabi. Se pravi, en regres na govornem razvoju se opazi in lahko pa potem pa tudi ni teh drugih znakov, recimo te socialne integracije, otrok ne posnema drugih pri igri, ne vključuje se v igro z drugimi, rad je sam, pa ta stereotipnost oziroma ta togost v vedenju, vedno se igra na isti način z določenimi igračami, tako da se težko prilagaja na nove situacije. In to so recimo znake, ki jih starši opazijo in potem se obrnejo na strokovne službe. Potem se začne iskanje. Obiskovanje ambulant in testiranja, neprespane noči in končna diagnoza avtizem. Zelo širok spekter simptomov je. V bistvu ne vejo, zakaj do tega pride, ne vejo, kaj vse, to zajema, ne vejo, kako ga zdraviti. Avtistično motnjo je prvi opisal Leo Kanner, to je avstrijski psihiater, ki je živel v Ameriki, to je bilo tam nekje 43. leta. Najprej se je govorilo o Kannerjevem sindromu in postopno se je pravzaprav cel ta spekter razvil in ostale podskupine spektra avtistične motnje so se nekako prepoznavale v tem. V Sloveniji pa tudi kot v svetu postopno se učimo pravzaprav in razširjamo te in diagnostične kriterije za postavljanje diagnoze avtizma. Večinoma se zdravi z vitamini, z dodatki prehrane, z določenimi dietami. Zelo pomembno je postaviti diagnozo. Trudimo se, da bi to bilo čim prej, zgodnja diagnostika. Diagnozo postavlja tim strokovnjakov, to je psiholog, defektolog, psihiater, pevdonevrolog, logoped, pediater.
In po tem, ko se postavi diagnoza, pravzaprav se tudi načrtujejo obravnave. Odvisno je tudi, na katerih področjih otrok ima več težav. To so predvsem specialno-pedagoške obravnave, logopedske obravnave, zdravila za avtizem pa ni. Sprememba otroka, no, ali pa tudi odraslega človeka, ki se kaže na motoričnem, socialnem, psihofizičnem področju. Strokovnjakov za tovrstne obravnave primanjkuje, tako da se zadnja leta veliko dela na izobraževanju, mogoče največ kadra je v Ljubljani, in teh možnosti za obravnave po periferiji pa dejansko primanjkuje kader in se nekako specialni pedagogi po inštitucijah sami izobražujejo, trudijo se pravzaprav delati v svetovnih smernicah in metodah. V Sloveniji se z avtizmom srečujemo šele zadnjih 5 let. V tem času pa se položaj na tem področju ni izboljšal, še vedno smo nekje na začetku. Starši otrok z avtizmom ne dobijo odgovorov, ki bi jih potrebovali. V Sloveniji je nujno usposobiti nekaj pediatrov in psihologov, ki bodo znali avtizem prepoznati in ga pravilno obravnavati. Prava obravnava pripomore, da otrok dejansko premaga svoje primanjkljaje, da ga usposobimo, da je čim bolj samostojen v življenju. To je pravzaprav tudi naš cilj. Zdaj, odvisno od otroka, od posameznika do posameznika, kakšni so cilji in koliko bo zmogel. Treba bi bilo usposobiti strokovne ekipe in storitve, ki bi se financirale z področja zdravstva. V šolstvu bi se morali nehati sprenevedati in začeti delati v skladu z zakonom, denimo zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. V Sloveniji ni specializirane ustanove, ki bi kakovostno izvajala te storitve. Nimamo takih šol in ne vrtcev. Učitelji ne uporabljajo nadomestne komunikacije v specializiranih ustanovah. Ne poznajo pristopov avtizma. Specializiranega kadra, ki bi se s tem ukvarjal, ni. V naši ambulanti postavimo diagnozo, potem pa v glavnem, če je otrok vključen v vrtec, ima pravo do 3 ur tedensko dodatne strokovne pomoči, ko jo izvaja specialni pedagog in praktično je to vsa obravnava, ki jo nekako lahko ponudimo trenutno. Osebe z avtistično motnjo pa medtem propadajo, ne prinesejo družbi, kar bi lahko, in so nesrečne v svojem življenju. Povedano drugače, avtizem v Sloveniji legalno ne obstaja in osebe z avtizmom ne uživajo svojih pravic, ker se njihove potrebe ne naslavljajo in ne podprejo. Zato vabljeni na dobrodelni koncert ob dnevu zavedanja o avtizmu. Udeležite se ga v čim večjem številu in nam pomagajte, da bomo zbranim denarjem izobrazili strokovni kader v Brdih in v Novi Gorici, da bomo otrokom z avtizmom znali dati možnost, da se razvijajo v čim bolj samostojne osebe. Na naše povabilo so se odzvali številni znani slovenski glasbeniki, ki bodo nastopili v dvorani Vinske kleti Goriška Brda na Dobrovem v nedeljo 7. aprila ob 17. uri.